Medtem se je vlada na zemlji kar čez noč odločila, da bo ekspresno ukinila dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Presenetljivo, namreč pred kratkim smo slišali pa tole. Mi imamo različno velike probleme v zdravstvu. Imamo problem, ki je velik 4,5 milijarde. In to je osnovno zdravstveno zavarovanje. Imamo problem absentizma, ki je vreden 700 milijonov. Imamo problem dobičkov zdravstvenih zavarovalnic, ki je velik 60 milijonov. Vsak dober gospodar se najprej loti velikega problema. Vsak najprej velikega. Ma tistega za 4,5 milijarde. Tudi jaz ne grem najprej v masko, ko rešujem probleme te oddaje. Ali pa v montažo, ali pa, ne vem, lulat. Jaz se najprej lotim velikega problema. Kam bo šel ta tip naslednji teden snemat na teren? Logično. Ampak pol so se vseeno najprej lotili tistega najmanjšega problema za 60 milijonov. Prvi cilj je, preprečili bomo podražitve. Nobenih podražitev več. In drugi cilj je, ne bo več nobenih privatnih dobičkov iz naslova zdravstvenih zavarovanj. Torej, januarja so obrali eno smer, zdaj pa so šli v čisto nasprotno. Ampak razumem. Napovedana podražitev zavarovanja za 10 evrov je bila za marsikoga šok. Ampak pri takem obratu za 180 stopinj se zdaj bojim, da bo slovenska pot v vesolje kar naenkrat postala pot v središče Zemlje. Recimo. Se pa v zvezi z zdravstvenim zavarovanjem pojavil še en problem. Pravzaprav se ukinja en prostovoljni prispevek, ki ga je sicer plačevalo 95% državljanov, in se ga nadomešča z drugim obveznim prispevkom, ki ga bo plačevalo 100% državljanov. Ne? Čeprav razumem, bo prostovoljno zavarovanje ukinjeno zaradi dobičkov zavarovalnic in bo postalo obvezno, vlada pa bo pričakovani minus tega posla pokrivala iz proračuna. Zdaj, a sam meni tle nekaj ne štima ali tudi vam? Je pa takšna uzakonitev obveznosti lahko celo praktična. Recimo, dajmo si predstavljati, 95% moških svojim ženam, partnerkam in mamam kupi rože za 8. marec. Ostalih 5% pa na to pozabi. In pol država razglasi, da je nakup rož obvezen in poskrbi, da jih vse ženske tudi dobijo. A ni to praktična primerjava? Jaz sem upam, da je rožic dost. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.